preden sončna os se zavrti, boš plačal sam z nekom iz svojega rodu. Antigona je le ena od več kot 150 vlog, ki jih je v skoraj 40 letih na različnih odrih, največ pa v svojem matičnem gledališču SNG Drama Ljubljana, ustvarila Saša Pavček. V zadnji Antigoni, tudi eni od 12 letošnjih tekmovalnih predstav, igra Terezijasa. Predstava je sicer prejela nagrado za avtorsko glasbo Damirja Avdića. V svojem eseju Igralka je Saša Pavček nekoč zapisala: bistvo igranja je igranje bistva, pri čemer paradoksno kot igralka ve, da tega bistva v resnici nikdar ni mogoče v popolnosti odigrati in da v igri, kot v umetnosti nasploh, vselej ostane nekaj, kar je neizrekljivo, nedostopno, skrivnostno. Prsten je nataknil prav tako dobitnik Borštnikovega prstana Vlado Novak in se kolegici poklonil z besedami: to je nov začetek. Seveda je to slovesen in pomemben trenutek v mojem življenju, ampak tega trenutka ne bi bilo, če ne bi imela te sreče, da sem v življenju lahko srečevala ljudi, ki so bili talentirani, inteligentni in s katerimi smo ustvarjali čudovite trenutke na odru. Itak je igra na odru je samo en trenutek in tako kot bo ta trenutek hitro minil, tako hitro tudi teče življenje. Naš poklic se pravzaprav konča takrat, ko je človek dejansko resnično mrtev, prej pa ne. Jernej Šugman je o svoji igralski kolegici povedal, da je celostna igralka, ne le da je vrhunska na odru, poleg tega predava umetniško besedo mladim igralcem na akademiji, sodeluje z radijem in televizijo in piše poezijo. Ogromno sva igrala skupaj. Zelo jo imam rad, zelo sva se razumela. Krasen soigralci. Odkar pomnim, je bila Saša zame velika igralka. In Saša je mojstrica teh nijans, podtalnih duhovitosti, hkrati pa nima nobenih zadržkov do raziskovanja temelj. Kaj je igralec ob koncu dneva? Morda je tovarniška delavka ravno tako utrujena, kot je včasih utrujen igralec po dolgoletnem delu v gledališču. S to razliko morda, da mi smo še vedno sanjači in smo zaljubljeni v svoje delo. Kaj ostane, ko opustim vse te vloge? Ostanem jaz sama taka, kot sem. In največkrat je to ista oseba, kot je na odru, čeprav gre na odru seveda za transformacijo. Veliko nagrado festivala Borštnikovo srečanje za najboljšo uprizoritev je prejela predstava Nemoč v režiji Primoža Ekarta ter izvedbi Zavoda Imaginarni in Mini teatra Ljubljana. Lepo ste tukaj, toplo priporočam. Ker človek kot mlad igralec sprejet na akademijo, občasno sanja, da bo nekoč prejel Borštnikov prstan. Jaz sem tak človek, tudi občasno sem sanjal o tem, da si nekako v glavi že naredim koncept govora, nekako te osnovne črte, da me ne preseneti. Za to nagrado, ki jo prejemamo danes, sem bil zelo presenečen in nisem niti v drznih sanjah pričakoval. V predstavi igra tudi Nik Škrlec, ki se je razveselil nagrade za najboljšega mladega igralca. Ista predstava pa je prejela nagrado tudi za najboljšo scenografijo v izvedbi Damirja Leventiča. 4 enakovredne igralske nagrade so si razdelili Ana Urbanc, Gregor Zorc, Maruša Majer in igralski kolektiv v prizoritvi Človek, ki je gledal svet slovenskega mladinskega gledališča. Njen režiser Žiga Divjak pa je prejel nagrado za najboljšo režijo. Andrej Rozman Roza je dobil nagrado za prevod dela Peter Kušter v izvedbi SNG Nova Gorica, Alan Hranitelj pa za kostumografijo v prizoritvi Leons in Lena v izvedbi Mestnega gledališča Ljubljanskega. Posebno Borštnikovo nagrado po presoji žirije je prejel umetniški kolektiv v prizoritve Ljudožerci v izvedbi drame SNG Maribor. Tako z izborom selektorice, kot tudi z izborom žirije, imam občutek, da se je obrnil fokus na mlajše
se pravi na mlajši val gledaliških ustvarjalcev, tudi z nagrajeno predstavo, z Grand Prijem, tako da v bistvu smo v pričakovanju že kar 53. festivala Borštnikova sreča. Ki ga bo vodil Aleš Novak. Nova selektorica pa bo mlada gledališka kritičarka Zala Dobovšek, ki bo, upamo, podala drugačno oceno gledališke bere minule sezone, ki jo je letošnja selektorica Petra Vidali ocenila kot slabšo kot lani. Strokovna žirija pa je opazila, da je preveč gledališkega dekorja in premalo vsebine. Premalo Antigon. Seveda bo vedno aktualno Antigonino sporočilo, kajti ona se bori za resnico in za etične vrednote v tem svetu in se zoperstavlja oblasti, ki je premočrtna in pozablja na človeka in tudi na človeška čustva.